Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes vam bomo predstavili delovanje Mednarodne pisarne na Teološki fakulteti v Ljubljani. Z nami je gostja Veronika Poljanšek, ki dela v omenjeni pisarni. Veronika, lepo pozdravljeni. Bi lahko za začetek predstavili, kakšna je vaša vloga v Mednarodni pisarni? Ja, dober dan, hvala za vabilo. Jaz sem se Mednarodni pisarni pridružila pred slabimi oziroma dobrimi 3 leti. In sem bila takrat v bistvu pridružena kot študentka. Takratna koordinatorica Urška Jeglič je prosila za neko dodatno pomoč, ko je bila kot uradna Erasmus koordinatorica, in potem sem jaz prišla v bistvu zraven. Zdaj, te 3 leta sem potem nekaj časa delala kot študentka, dokler nisem pač zaključila študija. V prejšnjem letu sta se pa potem koordinatorci zamenjali in je prišla v Mednarodno pisarno Katarina Kompanerzar. Jaz sem pa še vedno ostala, ker sem pa nekako imela največ teh izkušenj od prej, da sem potem tudi podprla novo koordinatorico. Mene so pa nekako preimenovali kot v nekega administrativnega koordinatorja, ker sem pač toliko in toliko teh stvari urejala nekako na mestu koordinatorice oziroma skupaj zdaj urejala. Koliko časa pa sploh deluje Mednarodna pisarna in mogoče kaj je sploh njena naloga? Ja, jaz zdaj tako prav zgodovine Mednarodne pisarne žal ne poznam, sem tudi še bolj sveža tukaj na Teološki fakulteti, ampak vem pa, da so vedno bili pač Erasmus koordinatorji na fakulteti. Spomnim se, da je bil pred leti recimo Drago Jerebic, potem je bil tudi Branko Klun nekaj časa, pa Roman Globokar, potem pa že omenjena v bistvu Urška Jeglič, s katero sva skupaj začele, zdaj pa Katarina Kompanerzar. Tako da potem pa v bistvu vsak koordinator bi znal sam po moje največ povedati, kaj so oni takrat pred leti počeli. Erasmus je tak, da se stvari ves čas spreminjajo. Ves čas so kakšne nove novosti na področju urejanja teh zadev. Tako da skratka, stvar že deluje nekaj časa, jaz pa zdaj v bistvu sem nekako pridružena temu. Kaj pa v bistvu urejamo, je pa to predvsem izmenjave študentov, se pravi študenti, ki grejo v tujino, in študenti, ki k nam prihajajo. Potem so pa tukaj še izmenjave zaposlenih, gre isto v obe smeri, pač naši zaposleni grejo v tujino ali pa dobimo kakšne goste, tuje predavatelje ali pa strokovne sodelavce. Potem imamo pa tudi še razne recimo temu aktivnosti, poletne šole, stvari, ki jih mi organiziramo, in potem tudi dobimo kakšne goste ali pa študente iz tujine. Tako da res te izmenjave in potek ljudi ven pa noter. Kakšne so pa kaj vaše izkušnje z vodenjem programov, ki jih izvajate? Ja, zdaj tako, ne. Eno je recimo program Erasmus, ki je nekako najbolj razširjen in najbolj utečen program, ki ga mi izvajamo. Gre pa za to, da smo mi temu pridruženi, a ne. Mi smo tudi kot Teološka fakulteta del Univerze v Ljubljani, tako da je to nekako krovno prek univerze pokrito. Tako da jaz skrbim za to, da se v bistvu študenti, da so obveščeni o možnostih izmenjav, da mi imamo potem svoje sporazume, prav Teološka fakulteta, prek katerih potem te izmenjave potekajo. Potem, kaj je bilo že vprašanje? Torej, kakšne so kaj vaše izkušnje z vodenjem teh različnih programov? Ja, tako. Skrbim, se pravi, za vse te razpise, da te izmenjave gladko potekajo, da imajo študenti vse informacije. Potem pa to, kar sem pa tudi že omenila, to, kar pa v bistvu mi na Teološki fakulteti nekako prirejamo oziroma organiziramo. Tukaj pa moram predvsem poudariti, da sem jaz zgolj sodelovala, nisem nikoli nič vodila, so bili drugi ljudje tisti glavni vpleteni. Če bi izpostavila 4 take večje stvari v zadnjih teh 3 letih. Najprej, ko sem prišla na to delovno mesto, smo imeli v bistvu maja 2023 kombiniran intenzivni program na Teološki fakulteti. Imenoval se je Falling in Love Online. Tako da takrat smo v bistvu dobili študente iz tujine in sem jaz takrat nekako pomagala.
bolj tako še kot študentsko, administrativno. Šla sem tudi s temi študenti recimo na tisto ekskurzijo, ki je bila organizirana. Je pa res bila organizacija, takrat so drugi to vodili, ne. Tako da to so programi, ki so v bistvu so se v zadnjih letih zelo začeli širiti po celi Evropi, tako da Teološka je tudi takrat pristopila k temu in nekako organizirala. Takrat je bila ta glavna voditeljica Tanja Valenta. Tako da to je bila moja taka prva konkretna izkušnja. Potem smo imeli še prek Cepusa poletno šolo, Bioethics and Education, takrat je bil bolj glavni koordinator profesor Roman Globokar. Skratka, gre v bistvu v osnovi za dosti podobno stvar, samo da gre pač prek drugega recimo temu programa, prek katerega študenti pridejo. Smo imeli prek Cepus mreže razne študente en teden, je bilo zelo luštno, jaz sem sicer bila res tako bolj v pisarni, gor dol, pripravljala darila, te promocijske zadeve, bila nekje v ozadju, ampak sem se takrat zelo povezala, pravzaprav kljub temu s tistimi študenti, imam še vedno te kontakte z njimi, tako da to je bila tudi ena taka zelo lepa, konkretna izkušnja. Potem je bila še poletna šola teologije, to je bilo v bistvu v recimo zasnovi, takrat je bila Urška Jeglič tudi, pa Janez Vodičar, pa smo iz nekega projekta ena sredstva pridobili oziroma porabili, tako da takrat smo šli v Rim. To je bila tudi konkretna izkušnja. Ponavljam, jaz sem bila zraven, jaz nisem organizirala teh stvari, tako da je vse nekako gladko potem potekalo, no, potrdila in tako naprej. Potem smo pa še lani imeli spomladi, oziroma ja, tako marca je bil pa še en KIP oziroma kombiniran intenzivni program, empatija in religijska duhovnost, kjer sem pa tudi pač, tako kot sem že zdaj rekla, pomagala, no, pri administraciji. Kako pa sploh poteka izvedba izmenjave? Ja, zdaj odvisno, za kakšne vrste izmenjavo gre. Če omenim kar najbolj tisto klasično, ki ponovadi ljudje tudi najbolj poznajo, tista klasična Erasmus izmenjava, to je dolg proces. Začne se v bistvu vsako leto tam nekje novembra, decembra, dobimo mi strani UL razpis in potem ta razpis vse te kriterije in pomembne datume noter določi. Gre za zaprt razpis, kar pomeni, da v bistvu ga mi objavimo za neko določeno obdobje, znotraj katerega potem javimo študentom, da se lahko zdaj prijavijo, posredujemo vse informacije, kateri so naši sporazumi, kam lahko grejo, nekateri bi tudi želeli, ne vem, sploh iz smeri, ki so bolj psihoterapevtske, bi želeli bolj še kakšne psihološke smeri, tudi vprašajo, če se da še kaj novega, a ne, preko teh obstoječih sporazumov. Skratka, takrat je eno intenzivno obdobje tega razmišljanja, ne, mi skupaj študenti razmišljamo, kakšna bi bila najboljša rešitev, da bi študenti šli tja, kamor res želijo. Potem se razpis zapre in takrat jaz in koordinatorica opravlja v bistvu pogovore s študenti, zdaj je to kar prek Zooma, da v bistvu res pogledava, koliko prijav je. Tudi treba je upoštevati število teh, se pravi, razpisanih mest v posameznem sporazumu, tako da se potem nekako razvrsti študente. Pri nas je dovolj malo študentov, da to ni težava in vedno res iščemo možnosti, rešitve, vse ljudi želimo poslati v tujino, ne. Tako da potem pa je nekaj časa malo zatišja, mi pa potem gremo v bistvu v neko uradno nominacijo, sporočimo pač tistim fakultetam, da imamo študente, ki se zanimajo, da bi prišli v tistem in tistem semestru študirati, da v bistvu dobimo neko uradno potrdilo, da je ta študent sprejet. Potem pa sledi v bistvu, mi dobimo prijave preko VIS-a in damo jih na VIS UL, in študent potem v bistvu v tem nekem trikotniku med nami kot mednarodno pisarno teološke in pa mednarodno pisarno na UL, potem v bistvu ureja vso to administracijo, z UL pa gre bolj za finance. Tako da ta finančni sporazum se sklene glede na te dotacije, glede na državo, kamor študent odhaja, tako da to gre vse nekako gladko poteka. Še ena ključna stvar, ki jo mora študent, ki gre na izmenjavo, vedeti, je, da pač tam, ko si v tujini, moraš nekaj opravljati, kar ti bo tukaj tudi priznano, da ni zdaj dvojnega dela ali pa sem šel, nekaj sem delal, ne bo mi pa priznano, moram še tukaj narediti, a ne. Tako da gre pa za študijski sporazum, kjer se pa v bistvu pogleda, te pa te predmete imam v tem semestru, bom probal najti čim boljše zamenjave, čim bolj tudi kredite nekako uskladiti in lahko potem mirno ljudje grejo, sklenejo te sporazume, pa potem grejo neki svoji režiji, tako da mi pa res poskrbimo za ta del, kar mora teološka nekako potrditi na koncu, no.
To pa sledi potem, ko študent pride iz izmenjave, pa se še dobimo študenti, res nas zanima, kako jim je bilo, z vseh teh vidikov, postopkov, tudi kako so se počutili, kaj bi izpostavili, kako bi svetovali drugim študentom, a bi svetovali, a naj grejo ali ne. Tako da potem pa je to nek zaključek izmenjave, kjer pa mi v bistvu izdamo potrdilo, kjer se pač te obveznosti in to se prizna. Tako da to je ta klasična Erasmus izmenjava. Zdaj pa, če si predstavljate ves ta proces, ki traja leto ali leto pa pol, približno, no, na zelo manjši ravni imamo pa tudi kratke izmenjave, te ekipe, kombinirane intenzivne programe, to se pa v bistvu ves čas prijavljajo, tukaj ni razpisa, so pa pač na voljo finančna sredstva in v bistvu mi potem študentom rečemo, ja, lahko greste na ta program, tukaj lahko, ne, je pa stvar dogovora potem. Tako da ti programi so pa tako razširjeni, ni tudi zdaj tako striktno vezano na naše sporazume, z lahkoto tudi nove sporazume sklepamo, ker gre pa za enotedenske izmenjave, tako da študenti potem se pa res množijo nam te prijave. No. Študenti z veseljem grejo za en teden, imajo še ta virtualni del, ne, tako da so prek Zooma, grejo za en teden in potem dobijo tiste 3 kredite, ki jih pa tudi potem ali priznamo kot izbirno vsebino ali pa se jim prizna s kakšnim izbirnim predmetom. Tako da to je Erasmus. Cepus pa v bistvu poenostavljeno rečeno so pa mreže, gre pa tudi potem za specifične institucije, kamor je možno potovati, se pa pač prek njihovih teh recimo administrativnih platform se študenti lahko prijavijo glede na neke kvote, glede na odprta mesta, pa so isto potem krajše izmenjave, daljše. Je pa dosti podoben postopek potem kot pri Erasmusu. Kako pa v bistvu potem študentje sploh lahko stopijo z vami v stik in kako se sploh prijavijo na izmenjavo? Ja, najlažje kar prek e-pošte, to je international@teo.funi.si. To je en tak poenoten e-mail za vse te izmenjave, vse kar pač paše ravno z tega vidika, ne, ker je eno Erasmus, eno je Cepus, potem so še kakšna čisto druga razpisi, štipendije in tako naprej. Tako da vse nekako pride v ta koš. Smo odzivni, no, tako da prek maila še najlažje. Zdaj jaz imam tudi neko recimo novo delovno mesto spodaj v mednarodni projektni pisarni, ker sem v projektni pisarni v bistvu zaposlena. Tako da se potem tudi po dogovoru oziroma pač neke uradne ure, kjer se študenti potem, še posebej takrat, ko so razpisi odprti, a ne, pa ko imajo vprašanja, se lahko dogovorimo za srečanje in takrat pa tudi potem lahko gremo čez vse te dileme, pa da se te postopki, ki delujejo zelo tako zastrašujoči, pa ogromni, ne, da razdelimo na korake, pa rečemo, lejte, zdaj bomo to uredili in tako naprej. Tako da se tudi spoznamo tako malo bolj v živo, ne. Je potem tudi lažje po mailu. Kaj vam je pa pri vašem delu najbolj všeč? Definitivno stik z ljudmi. Tako kot sem rekla, zdaj še sama sem presenečena, no, ker 4 večje te stvari so bile v 3 letih, ne, pa potem še razna srečevanja, tudi ali od profesorjev ali kakšnih zaposlenih, ki pridejo k nam. Tudi naši študenti so mi zelo dragoceni, ne, zdaj sem v bistvu, eno leto sem bila na dekanatu, pa sem kar malo težko res tudi te Zoom klice upravljala, je bilo pač malo bolj drugačno delovno mesto. Zdaj z januarjem sem v projektni in mi je super, no, da se lahko res dobivam v miru študenti, ali prek Zooma, ali v živo. Zelo dragoceno mi je spoznati ljudi iz tujine. Tudi en tak res nor občutek, ko v bistvu, ne vem, se je ena študentka prijavila na naknadni razpis, in sem kontaktirala, to je bil en sporazum, ki ga imamo že dolgo časa, ne, pa nikoli ni bil nekako izkoriščen ali kakorkoli, pa jaz pišem tisti gospe, zelo odzivna, prijazna, pa reče, jaz pa prihajam septembra oziroma jeseni prihajam v Ljubljano, se bomo kaj srečali. Sem rekla, super, z veseljem in ta občutek, ne, da prej sem si pisala s to osebo, zdaj si pa tukaj, ne, zdaj se pa pogovarjamo. Tako da imaš res občutek, da nekaj delaš, da se nekaj povezuješ mednarodno, čeprav sem jaz večinoma samo pač tukaj v pisarni, ne, tako da to mi je res, mi olajša vso to administracijo, da nisem ekran pa sistemi, ampak evo, živi ljudje smo in se lahko tudi, na nek način so tudi te stvari lažje potem sprovedejo, no, ker se mi slišimo pa vidimo pa potipamo, kje smo, kje je študent, kaj ga skrbi. Potem bi pa še poudarila, da zelo rada v bistvu kreiram te promocijske materiale. To je pa tudi nekaj, kar sem mi dala že v začetku, ko sem bila še študentka, da sem se s tem ukvarjala, da sem v Canvi malo
kakšno predavatelja, ki je prišel iz tujine ali kaj takega, pa tudi te ekipe zelo promoviram, tako da v tem pa tudi res uživam in tudi vidim, da se zelo potem širi glas med študenti prek Instagrama, prek Facebooka. Vsaka stvar, ki jo tako malo bolj se ji posvetim, pa kreiram nek letak, vidim, da obradi sadove, no, in dobimo s tem tudi ogromno zanimanja strani študentov, tako da v tem res uživam. Najlepša hvala za vse te informacije in pa za vaše izkušnje. Ja, hvala. Drage gledalce in spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in se vidimo naslednjič.